Breda Sturm je svoj najnovejši slikarski cikel naslovila Obrni nov list in to je res nov list, glede na to, da je bilo njeno poprejšnje slikarstvo ravno tako monokromno, vendar črno, spomin ali pa odsev na njeno doživljanje New Yorka, z njegovimi semafori, nočnim utripom in podobno. Tokrat se je osredotočila na samo belo barvo, kot da bi skušala razgrniti čistost pravzaprav svoje duše in svojo izpoved izgovoriti na način, ki je zelo hermetičen, kot da bi hkrati skušala to skriti, kar skuša pokazati. In zato se je oprijela pravzaprav Braillove pisave in Morzejeve abecede, sprav, ki nista na prvi pogled berljivi. Sestavljeni so te njeni znaki iz krogov, ki so reliefni, skratka, iz pretrganih črt, in iz tega je ustvarila kompozicije, ki so kot neke vrstice na platnu oziroma na listih, iz neke knjige, njene osebne izpovedi, hkrati so zastrti, sakriti, gre se slikanje belo na belem, vendar so pa plastično reliefno učinkoviti. Tukaj gre za nek odmev nekdanjega informela, seveda novo interpretiranje. Te slike živijo šele v primerni svetlavi, zgoraj in straneh, ko se začrtajo svoji reliefnosti in takrat opazimo te razpokane strukture, ki so ne samo znaki abecede, ampak spominjajo tudi na razkrajene venčke in podobno, vmes se poblisne kakšen kristal in podobno. In tukaj gre za neko arhitekturno govorico in značilno je, oziroma same slike spričujejo, da je slikarka po osnovni izobrazbi arhitektka. Hkrati je tudi ilustratorka, vendar posebna vrsta ilustratorka, ne umetnica, ki bi upodabljala dogajanja podobno, ampak se tudi, kadar spremlja knjige, značilno je, da tudi pravne, usmeri v bistvu na znakovno govorico, ki je tudi govorica teh podob. To so pravzaprav šifre, da hkrati govori, po drugi strani se pa skriva in tem je neka vznemirljivost tega na videz hladnega in enovitega slikarstva. Tako da tukaj gre za bogatstvo v odtenkih. To je abstraktno slikarstvo, hkrati pa iz teh arhitektur razberemo tudi aluzije na knjižne police, ki jo pritegujejo s knjigami, na arhitektoniko, arhitekture, na stolpnice in podobno. Seveda to ni izraženo neposredno, ampak gre za ponotranjen odsev tega, kar je videla tudi na svojih potovanjih po belem svetu in kar je zapisovala v svoje blokce, lističe. In izhodišče za te slike so pravzaprav ti njeni zapisi v skicirkah, ki mi je pokazala, ker gre včasih za kako besedo, samo znak, ki ne marsikaj pomeni, na marsikaj opozarja, včasih je kakšna beseda obkrožena in iz teh impulzov se nastala pa ta monumentalna, reliefna platna, ker so tu nekateri znaki obkroženi, vsi ti znaki ali pa te zaznačbe so pa izrazito subtilne, rahločutne, komi razvidne, tako da iz te beline ponekod začutimo samo slutne modrine ali pa ponekod rožne barve, obenem pa slikarka, ko se razkriva, se razgrinja v belino. To je simbolično, se mogoče razlagati, po drugi strani je pa značilno zanjo, da je tudi, ko je delala magisterij in podobno, se je poglabljala v teoretična, likovna vprašanja, študirala avantgardo, celo na Mallarméja, se lahko spominjamo na njegovo avantgardno poezijo ob teh podobah in na njegove izjave o belini, v tem, da skriva in tudi, da belina govori sama po sebi in podobno. Skratka, zadaj je tudi neka samo načitost in razglabljanje, ki ga je potem izvirno s svojim arhitekturnim znanjem izoblikovala v te podobe, ki nam govorijo, hkrati pa še čakajo, da jih razberemo, ker so zastrte ob tem, ko se prikrivajo in razkrivajo. Te intimne zapise svojih skicirk, beležnic, je slikarka povzdignila monumentalne slike velikega formata, vse so enako velike, ki učinkujejo tudi tej galeriji novogoriški svojo monotonostjo in notranjo
pestrostjo, zelo diferencirano, hkrati pa enovito. To so dejansko listi iz njenega dnevnika, ki zdaj sama tudi odkriva, kot je rekla, v tej novi luči, ko se jih prvič lahko zazre tudi v ustrezni osvetljavi in res naenkrat plastično zaživijo. Vsa skrivnost pa ostaja ravno tako nerazkrita in intenzivna, kot na tistih signalih v njenih majhnih beležkah. Vmesna stopnja med temi monumentalnimi slikami in skicirkami so pa slike brez podokvirov manjše, ki jih je naredila v Ameriki, ko se je poglabljala to belino. To je pa ta zaenkrat zadnja realizirana monumentalna stopnja. Te slike je težko opredeljevati, težko je direktno gledati v ozadje, iz katerega so te slike nastale. Če bi gledali samo zunanje, seveda so tukaj odmevi nekdanje avantgarde oziroma pri nas Informela. Če se spominjamo na Bernikove omete in podobno, ti okrogli elementi lahko asociirajo na venčke Gabriela Stupica in sploh belina, je stupičevska, čeprav drugačna, tako rumenkasta in podobno, manj mrtvaška, skratka, ki jo tudi intenzivno študirala ob retrospektivni razstavi v Moderni galeriji slikarja Gabriela Stupica. Te nanizane okrogle reliefne elemente pa so seveda izvirni, izhajajo z abecede Morzeve, oziroma z Braillove pisave. V njih pa se nam utrne lahko spomin, če gledamo panoramo slovenskega slikarstva, na reliefno grafiko slovensko, Bogdana Borčiča, predvsem pa Marjana Pogačnika, ki je iz teh grahastih, kot je imenoval, zrn nizov tudi svojo lirično izpoved. Tam je več simbolov sicer, obenem pa temeljil na sami reliefnosti in na simetriji. Te podobe so na videz simetrične, arhitektonsko, kot rečeno, pretehtane znotraj te strogosti. Slikarka je zelo stroga do same sebe in redkobesedna očitno, je pa v tenkih zelo bogata. In v tem pogledu so te slike vznemirljive in tudi če jih lahko do kraja ne dojamemo, čutimo noter iskanje oziroma nek notranji impetus, iz katere so izhajale, so išle, če tudi so videti lahko nazvan formalistične, je v resnici noter čutiti impuls, ki skuša razkrivati njeno notranjost, belo v belem.